Počitnice so v polnem zamahu. Gospod, vabimo te s seboj na morje, v gore, na kolesarjenje, na oratorij. V teh dopustniških dneh vas, spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljam. Ostanimo v času, ko je sonce močno in je tudi dež, mogoče tudi neurje ali pa samo oblačno. V teh dneh družina Vidic moli. Gospod, ustvaril si morja in gore, cvetoče travnike, vrtove. Soncu dal si tople žarke, da poleti grem v kopalke. Na obale morja, na vrh gore, naj družina s tabo gre. Naj spremlja angel varuh nas ves razigran poletni čas. Ta molitev je objavljena na zadnji strani Magnifikata za julij. Blagoslovljeni in lepi ter duhovno bogati naj bodo tudi letošnji počitniški dnevi. Nedeljsko sporočilo nas tudi v teh dneh spodbuja k dobroti, ljubezni, karitas. Jezus pošlje 72 učencev, je Gospod določil še drugih 72 in jih poslal pred seboj po 2 in 2 v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Rekel jim je: žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite s seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte. V katerokoli hišo pridete, recite najprej mir tej hiši. In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir. Če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite ter jejte in pite, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodite iz hiše v hišo. V katerokoli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njej, in jim govorite: približalo se vam je Božje kraljestvo. V katerokoli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite: tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar vedite, da se je približalo Božje kraljestvo. Povem vam, Sodomi bo na tisti dan laže, kakor temu mestu. Kdor posluša vas, posluša mene. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal. 72 so se veselili, vrnili in govorili: Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je: gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Kantalamesa nam ob teh evangelskih besedah sporoča: kot smo slišali, se današnji evangelij začenja z naslednjo novico. Potem je Gospod določil še drugih 72 in jih poslal pred seboj po 2 in 2 v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Nekateri so se spraševali, zakaj ravno 72. Običajni odgovor je, da je bilo 72 ali 70 število poganskih narodov, ki jih je poznalo Sveto pismo. Toda Jezus pošilja te učence v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. To je k Izraelu, ne k poganom, če odmislimo, da Luka poslanstvo za pogane začenja šele z binkoštmi. Morda v tem primeru število ni simbolično, ampak realno. Jezus je poslal 72 učencev, ker jih je toliko imel. On je poslal vse tiste, ki so hodili za njim z neko določeno stalnostjo in ki so se dali na razpolago za to poslanstvo. V vsakem primeru nam Luka pomaga razlikovati to poslanstvo od predhodnega, ki je namenjeno 12 apostolom.
To je pomembno, ker pomeni, da niso le apostoli in danes njihovi nasledniki, škofje in duhovniki poslani, da evangelizirajo, ampak vsi učenci. Drugi Vatikanski koncil je to zelo jasno povedal. Krščanska poklicanost je namreč že po svoji naravi tudi poklicanost k apostolatu. Ko smo odkrili, da je Jezusova beseda namenjena vsem krščenim, se lahko zdaj poglobimo v njegovo vsebino in prisluhnemo naročilom in smernicam, ki jih Jezus daje svojim poslancem, zavedajoč se, da so namenjeni tudi nam. On ne začenja z razlaganjem, kaj morajo govoriti, ampak kakšni morajo biti. Pojdite, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite s seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte. V katerokoli hišo pridete, recite najprej mir tej hiši. In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir. Če pa ne, se mir povrne k vam. Nekega dne, bilo je okrog leta 1208, je med mašo ta isti evangeljski odlomek v neki cerkvici slišal nek mladenič. Ganjen od skrivnostnega, milostnega povabila je zapustil svoje bogato in nepremišljeno življenje, a še ni vedel, kaj mora storiti. Iskal je. Ko je slišal te besede, je bilo, kot da bi bil Jezus osebno tam in mu spregovoril. Obrnil se je k tovarišu, ki ga je spremljal, in vzkliknil. To hočem, to prosim, to želim z vsem srcem storiti. In takoj si je sezul obuvalo, odvrgel palico, pas nadomestil z vrvjo in šel na pot. Gotovo ste ga prepoznali. To je bil Frančišek Asiški. Jezus ne zahteva od vseh take radikalnosti, kot smo jo videli tu. Kako bi moglo biti sicer njegovo povabilo danes namenjeno poročenim ali pa tistim, ki se čutijo poklicane v zakonsko življenje? Tisto, kar zahteva od vseh, je, da si privzamejo duha teh njegovih priporočil. Isto kot jagnjeta med volkove, to je z blagostjo, ne pa silo in arogantnostjo. To izključuje vsak poskus, da bi z mečem in silo vsilili evangelij. Med drugim sta Božja pomoč in zmaga, pravi sveti Janez Zlatousti, učencem obljubljeni, dokler bodo ostali kakor jagnjeta. Kakor hitro pa se spremenijo v volkove, začenjajo izgubljati. Moč je bolj ovira kot pomoč pri širjenju evangelija, razen če gre za moč oziroma silo svetega duha. Pater Metod pa ob Božji besedi razmišlja takole. Marsikdo vidi v krščanstvu in učenju cerkve zgolj kopico zapovedi in prepovedi, ki neprijetno posegajo v sproščeno vsakdanjost, človeka utesnjujejo, vedno samo zahteve, kaj moraš, česa ne smeš. Beseda postavlja pred nas čisto drugačno podobo. Govori o miru, sproščenosti, nevezanosti, svobodi. Jezus vključi v oznanjevanje širši krog učencev. Preko njih se mnogi ljudje seznanjajo z odrešenikom, njihova spremna beseda je mir tej hiši. Ta pozdrav bo vedno izhodišče besede o Gospodu kot ob rojstvu. Slava Bogu, mir ljudem. Gospod slednjič opozori na tisto razsežnost veselja, ki jo večkrat prezremo. Vsi naši uspehi so malenkost v primerjavi s tistim, kar je slehernemu pripravil Bog sam. Veselite se, da so vaša imena zapisana v nebesih. In kako Gospod pošilja na delo svoje učence. Ničesar ne jemljite na pot, ne palice, ne torbe, ne kruha, ne denarja, tudi ne imejte dveh oblek. Razločno poudarja, ne zanašajte se na svoje pripomočke, na svoje reči, nikakor ne gradite na oblastnosti. Zakaj take zahteve? Ker sicer ne bodo mogli biti pričevalci, nosilci resničnega miru, šalom, ker ne bodo mogli sesti skupaj s preprostimi ljudmi za preprosto mizo. Ker beseda približalo se vam je Božje kraljestvo,
ne bo verodostojna. Kolikor se kot posamezniki ali kot skupnost, cerkev pustimo omrežiti z materialnimi dobrinami ali z oblastjo, toliko bolj smo v skušnjavi, da bi sklepali kompromise, da bi bili preračunljivi, da bi vedno popuščali. Oznanjali bi besedo, ki nikogar tudi v njegovih slabih namenih in dejanjih ne bi vznemirjala. Gospod ve, kaj bodo z njim storili jeruzalemski mogočniki. Kljub temu se ne odpove svobodi svoje besede in delovanju. Še več, to priporoči tudi učencem. Okoliščine našega časa nas silijo, da svoje krščanstvo jemljemo res temeljito. Za oznanjevanje kraljestva življenja, miru, pravičnosti so sredstva moči in oblasti neučinkovita. Potrebna je notranja svoboda, optimizem, vedrina duha. Plašen molk, plehke, v celofan zavite besede so znamenje strahu, da bi izgubili privilegije. Takšno zadržanje kaže, da nam več pomeni prtljaga, ki jo Gospod v evangeliju zavrača, kot evangelske vrednote. Zelo koristno je, če večkrat pomislimo, kje je utemeljen naš optimizem, pogum, sproščenosti. Veselite se, vaša imena so zapisana v nebesih. Brez strahu danes govori in nas opogumlja tudi sveti oče. Papeževo sporočilo v pripravi na svetovni dan migrantov in beguncev. V pripravi na obhajanje 105. svetovnega dneva migrantov in beguncev, ki bo letos potekal 29. septembra na temo Ne gre le za migrante, je bilo objavljeno tole sporočilo. Sveti oče ga prične z besedami iz Matejevega evangelija. Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih. Povem vam namreč, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega očeta, ki je v nebesih. Ne gre le za migrante. Gre za to, da se ne izključi nikogar. Sedanji svet je vsak dan bolj elitističen in vsak dan bolj krut do izključenih. Države v razvoju še naprej izčrpavajo svoje najboljše naravne in človeške vire v korist peščice privilegiranih tržišč. Vojne prizadenejo le nekatera področja sveta, vendar pa orožje izdelujejo in prodajajo na drugih področjih, ki potem ne želijo poskrbeti za begunce, ne želijo, ne sprejmejo teh beguncev, ki jih ustvarjajo tovrstni konflikti. Velikokrat se govori o miru, vendar pa se prodaja orožje. Ali lahko v tem jeziku govorimo o hinavščini? Tisti, ki trpijo posledice, so vedno mali, revni, najranljivejši, katerim se onemogoči, da bi se usedli za mizo in se jim prepusti le drobtine z gostije. Cerkev v izhodu zna brez strahu prevzeti pobudo, zna iti naproti, iskati oddaljene in priti na razpotja, da bi povabila izključene. Tiste, ki jih mi sami izključujemo kot družba. Zaradi izključujočega razvoja bogati postajajo bogatejši in revni revnejši. Pristen razvoj je tisti, ki teži k vključevanju, je vključujoč, njegov cilj je vključiti vse može in žene tega sveta, pospeševati njihov celostni razvoj in skrbeti za prihodnje generacije. Pravi razvoj je vključujoč in rodoviten, usmerjen v prihodnost. Papež Frančišek je v avdienco sprejel udeležence 41. generalne konference Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Poudaril je, da upa, da si bodo s pomočjo in sodelovanjem vseh še naprej z odgovornostjo prizadevali za dosego ciljev številka 1 in prve in druge agende 2030 ter tako hitreje in učinkoviteje odstranili zapleteno, resno in nesprejemljivo tragedijo lakote ter negotovosti glede hrane.
Cilj odprava lakote po vsem svetu ostaja velik izziv. Cilj odprava lakote po vsem svetu ostaja izziv, čeprav je potrebno priznati, da je bil v zadnjih desetletjih storjen velik napredek. Zato, da bi se borili proti pomanjkanju hrane ter za dostop do pitne vode, je potrebno poseči v vzroke teh problemov. Izvor te tragedije je predvsem v pomanjkanju sočutja in interesa strani mnogih ter nezadostni socialni in politični volji, da bi spoštovali mednarodne obveznosti. Pomanjkanje hrane in vode zadeva nas vse. Pomanjkanje hrane in vode ni le notranja stvar, ki zadeva večino revnih in ranljivih držav, ampak zadeva nas vse. Zaradi drže, ki jo zavzamemo, postanemo na takšen ali drugačen način odgovorni za povečanje ali lajšanje trpljenja mnogih bratov in sester. Poklicani smo prisluhniti njihovemu obupanemu klicu ter najti poti, ki bi jim omogočale, da bi ostali živi, ter bi se spoštovalo njihovo najosnovnejšo pravo. Vzgoja in večji čut za družbeno odgovornost. Eno izmed teh sredstev, ki je v naši moči, je zmanjšanje odpadne hrane in vode. Da bi se moglo to zgoditi, sta tako kratkoročna kot tudi dolgoročna naložba vzgoja ter večji čut za družbeno odgovornost. Nove generacije bodo to pričevanje prenesle prihodnjim, v zavedanju, da tovrstna družbena tragedija ni več dopustna. Problem ene države je problem celotne človeške družine. Obstaja očitna povezava med nestanovitnostjo okolja, negotovostjo na področju hrane ter migracijskimi gibanji. Povečano število beguncev po vsem svetu v zadnjih letih je pokazalo, da je problem ene države problem celotne človeške družine. Zato je potrebno kmetijski razvoj pospeševati na najranljivejših področjih in sicer tako, da se okrepita odpornost in trajnost zemlje. To je mogoče doseči le z vlaganjem v razvoj tehnologije, po drugi strani pa z inovativnimi in solidarnostnimi razvojnimi politikami. Potrebna so skupna prizadevanja vseh. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter druge mednarodne organizacije so primerni akterji za usklajevanje potrebnih in odločilnih ukrepov, katerih namen je zagotoviti, da bi imeli vsi, posebej najrevnejši, dostop do osnovnih dobrin. Ti multilateralni organi potrebujejo podporo vlad, podjetništva, akademskega sveta, ustanov civilne družbe ter posameznikov zasebnikov. Skupna prizadevanja vseh bodo pomagala pri uresničevanju ciljev preko programov in politik, ki bodo mogli pomagati lokalnim prebivalcem gojiti čut za odgovornost do njihovih držav, skupnosti ter končno njihovih življenj. Sodelovanje Svetega sedeža. Ob koncu želim ponovno potrditi prizadevanje Svetega sedeža za sodelovanje z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo pri odpravi lakote v svetu ter zagotavljanju boljše prihodnosti za naš planet ter za človeštvo kot celoto. Naj vas Bog blagoslavlja pri vašem delu in trudu za pristen napredek naše velike človeške družine. Najlepša hvala. Tako papež Frančišek. Ne pozabimo na vse tiste, ki s pomočjo dobrih ljudi letujejo na morju ali v hribih oziroma so na oratorijih in še kje. Hvala vsem, ki podpirate programe Karitas. Tudi v počitniškem času se veliko dogaja. Pripravljajo se zvezki in zbirajo se prošnje za pomoč ob vstopu v novo šolsko leto. Mnogi trkajo na vrata za hrano in oblačila. Veliko jih je, ki potrebujejo le toplo besedo, lep pogled in nasmeh. Ne pozabljajmo na te razsežnosti človeka. Hvala za pozornost. Prisluhnite še pogovoru in z Bogom do naslednjega druženja.
Spoštovani gledalci, gledalke, lepo pozdravljeni. Danes v studiu gostimo direktorja Doma svetega Lenarta, da se malo pogovoriva o vsem tistem, kar se dogaja v domu. Prav lepo pozdravljen, gospod direktor. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalcem televizije Exodus. Malo bi povedala, kaj živi se v tem domu. Prav je, da spomnimo, ker že dolgo nismo govorili o svetem Lenartu, tudi koliko je tisti, ki stanujejo tam, kako se živi, kaj vse se je dogajalo v zadnjem času. Ja, dom svetega Lenarta že je zakorakal 12. leto svojega delovanja. 7. aprila letošnjo leto je bilo 11 let od sprejema prve stanovalke. Vsako tudi 12 let od polaganja temeljnega kamna je minilo 20. junija. Tako tudi v tem času smo imeli tudi vsakič pripravljamo tradicionalni piknik, kjer se zberajo svojci, zaposleni in stanovalci. Dogaja se kar veliko vsakodnevne stvari, aktivnosti. Probamo ponuditi poleg rednega dela, ki ga pač dom po svojem poslanstvu upravlja, to je institucionalno varstvo, klasično varstvo za starejše. Tudi imamo 40 oskrbovanih stanovanj, da pač ne le upravljamo tisto, kar je pač po nekih minimalnih standardih določeno, vendar da ponudimo tudi neko družabništvo, življenje, da prepeljemo večkrat kakšnega gosta tudi v dom, da potem skupaj z stanovalci pač obeležujemo različne dogodke. Dom se je lansko leto februarja pridružil tudi, smo postali demenci prijazna točka. To pomeni, da smo pač stičišče informacij, kjer lahko dobijo ne le samo ti, ki stanujejo pri nas, pa njihovi svojci, tudi zunanja lokalna skupnost, določene informacije, vse povezano z starost, z demenco. Naš dom šteje 165 postelj, 28 imamo na varovanem oddelku postelj, imamo tudi, kot sem omenil, 40 oskrbovanih stanovanj. Z letom 2017, konec leta, smo se kandidirali tudi za novo koncesijo in jo tudi uspešno pridobili, tako da se bo naša družina konec tega leta povečala še za 70 postelj, tako da bo potem dom svetega Lenarta z dislocirano enoto doma svete Agata, ki je dejansko na bivši lokaciji Črnega lesa zrastel na 235 postelj klasičnega varstva in 40 oskrbovanih stanovanj. Trenutno nas je zaposlenih 106 delavcev, od tega nekaj za polovični delovni čas, večino pa tudi za polni delovni čas. To je ena velika družina. Ena velika družina, to, da ta velika družina se širi. Malo je prav, da poveva, kako to sedaj, ko se gradi. Tam je bil včasih Črni les, potem so bili tam noter tudi begunci. Sedaj je že kar veliko urejenega, ko se pripravlja, da se do jeseni to vse sfinalizira. Tako, dela so v polnem teku, tudi neki terminski plan je, da bi v tem letu zaključili, tudi začeli z izvajanjem dejavnosti. Tu bo samo dementni oddelek? Tako, dom je prilagojen za osebe z demenco in sorodnimi stanji. Dejansko poudarek je tudi tu bo 5 gospodinjskih enot po 12 stanovalcev, bodo tudi sobe, 2 mesti boste namenjeni paliativni oskrbi in 8 mest je namenjeni oazi. To pomeni, da dejansko namenjen tem, ki so v zadnji fazi demence, v terminalni fazi, ki se poslavljajo, in dejansko potem je ta oaza pač prav prilagojena vsem tem uporabnikom, da potem znotraj je to en prostor, kjer ljudje zapuščajo svet, so lahko skupaj z, če bi tako se izrazil, z vrstniki. Tako da potem je to
ta ni samo klasična skrb za njih, ampak je tudi dejansko celotno poudarek na njihovem bivanju, na doživljanju okolice, na čutnih, na tem svetlobnih, zvočnih, vseh teh zadevah, terapiji. Tako da bo ta zadeva tudi malo, po mojem, tudi po vzoru nemških pa avstrijskih teh oaz. Tudi v Sloveniji imamo, mislim, da v domu v Šentjurju, vem, da v domu v Šentjurju ima tako sobo zelo dobro sprejeta in je potrebno tudi to v našem prostoru. Mi smo pač te zadeve tudi umestili in upam, da bo dejansko tudi ljudje, ki bodo zaposleni na tem, v tej oazi tudi pač to zmogli. Približno koliko bo pa dobilo novo zaposlitev v tem domu Svete Agate? Ja. Približno? Približno okoli 35 do 38 sodelavcev bomo dobili na novo. Nekaj bo potem skupni službe, tako da pač zadeva bo, se pravi, bomo številčno kaj precej okrepljeni. Če nas je zdaj z zaposlenimi in stanovalci okoli 320 vse skupaj, ne, nas bo potem okoli 450. Ja, zanimivo je tudi to partnerstvo, ne? Hišo popravljajo oziroma pripravljajo nekdo drug, ne dom. Dom bo samo potem najemnik. Tako, mi smo, dom kot dom je najemnik, mi smo z investitorjem, to je Žipo, z podjetjem Žipo d.o.o. iz Lenarta sklenili najemno pogodbo za investicijo. Oni so dejansko odkupili ta objekt, so v njem videli tudi neko, da bi ga revitalizirali, kajti to je pač tudi škoda je take lepe lokacije in te zadeve, da bi tukaj ostalo prazno in propadalo. Mi smo veseli, da so se odločili, da so v tem skupnem projektu našli tudi ta izziv. In ko smo tudi na koncu kandidirali na ministrstvo za koncesijo in jo pridobili, so tudi potem smo šli naprej korak in smo dejansko sedaj tako daleč, da so dejansko dela v polnem teku. To je dejansko naložba, dolgoročna naložba. Tukaj ni samo, jaz se po mojem prepričanju, ni v spredju samo denar, ampak je dejansko tudi to, da se ponudi ljudem tudi kvalitetno bivanje, oskrbo vsem tistim, ki dejansko glede na situacijo, ki je v Sloveniji in na pomanjkanje postelj, dejansko se bo tukaj rešilo tudi 70 družin, 70 stisk in tudi 70 uporabnikov bo dobilo primerno obliko oskrbe in namestitve. Tako da sem vesel, da z investitorjem sodelujemo zelo korektno, razumejo, poznajo tudi zgodbo, ni to samo objekt kot tak objekt, ampak tudi vedo, da se to gradi za določeno populacijo in tudi razumejo, če je potrebno kakšno stvar predogračiti, kot smo od začetka mislili. Ja, to sem tudi opazil, ko ste me peljali po tistih prostorih, kjer se dela, in zelo lepo je bilo povedano, da ni to samo denar, ampak da je treba tudi kaj drugega imeti še, treba imeti dušo, zato vi dobro veste kot direktor, da ni dovolj cenjeno to delo, ki ga opravljate vi in vsi vaši sodelavci, ampak da je veliko treba imeti duše, ne, pri tem delu. Ja, če bi ljudje, jaz tako rečem, če bi ljudje samo gledali preko denarja, bi marsikateri delavec že šel kam drugam. Delo je težko, zahtevno, odgovorno, ne samo moje delo, govorim delo od najnižjega do najvišjega, na vseh nivojih, po drugi strani pa zelo malo cenjeno, oziroma strani strok, ne samo od države, tudi premalo uvrednoteno. Vesel sem, da so se tudi te plačne izhodišča izboljšale, lahko bi se še bolj izboljšalo, ne? Vendar pa po drugi strani žalosten, da pač želimo vse te dodatne stroške, ki so upravičeni in tudi si delavci zaslužijo večje plače, želimo vse to prenesti tudi na uporabnika, ne. Država mora tukaj odigrati, oziroma zavarovalnica, zdravstvena zavarovalnica, mora vse te dvige plač, dodatne stroške tudi
uvrednoti, skalkulirati v ceni in potem, ne da potem na koncu mora plačati uporabnik vse te povišene sam, pa v večini meri sam. Tudi kadrovski normativ je treba izboljšati, ne. Vemo, da so tudi sami delovni pogoji, vse so lahko nove, imamo lahko klimatizirane objekte, prostore, pa te zadeve, vendar je pa delovni čas, turnus, veste, en vikend v mesecu, pa če še potem kakšna bolniška pride vmes in potem še to izpade, je zelo težko. Poleg družine, poleg te zadeve težko in zato občudujem svoje sodelavce in sodelavke, da kljub vsemu vztrajajo v tem, ne. Prav gotovo so se odločili, ko so šli v ta poklic, ne le samo s tem, da bojo obogateli, vendar mislim pa, da bogatijo tudi preko izkušenj, preko te spoznanje pa dela z starejšimi, starimi ljudmi, dobijo tudi po drugi strani veliko več, kot pa se ne da upisati z denarjem. Prav pa je, da tudi se jim pozna v denarnici nekaj, kajti za pošteno delo si človek zasluži tudi pošteno plačilo. Ko človek pride v vaš dom, je zelo svetlo, zelo široki so hodniki in tako naprej, ampak ne samo to, to je zunanjost, veliko svetlobe, vsaj jaz začutim, kadar sem v domu, od stanovalcev, pa tudi od sodelavcev, tako da res si zaslužijo kaj več. Bi še kaj dodali, bi še kaj mogla reči o domu svetega Lenarta, o sveti Agati? Jaz upam, da bo okolje naklonjeno, da bojo to delo naši v družbi ovrednotili malo več, kot pa je sedaj vedno potisnjeno nekaj na stran. Starejši ljudje si zaslužijo, ne nazadnje so delali celo življenje, prispevali, da Slovenija danes je tukaj, kjer je, in da bi mogoče vsi ti, ki odločajo o tem, tudi odločajo tudi o tem, da je dejansko to delo potrebno, tudi jim dati malo več normativnega, tudi ta družabnega vidika, ne samo minutaža, ki je potrebna, da se nekdo naje, da se nekdo skopa, da se nekdo previje, vendar tudi, da nekdo ima tudi čas, da se 5-10 minut tudi z njim dejansko usede, poklepeta, posluša. Ni treba, starejši ne potrebujejo toliko nasveta, potrebujejo pa nekoga ob sebi, ki bo poslušal njihove bogate življenjske izkušnje, zgodbe in da bojo lahko to dejansko sedaj delili ne samo s tistim, ki dejansko pride na obisk, ampak tudi z zaposlenimi. Ampak sedaj, ko ste tako lepo govorili o delavci in da bi morali prisluhniti ne le delavci stanovalcem, ampak tudi tisti, ki odločajo o normativih, da bi malo povečali, sem se spomnil na to, da veliko se piše, veliko govori o tem, da bežijo delavci, delavke v domovih, v zdravstvu, v bolnišnicah, tujino oziroma zapuščajo te poklice. A se srečujete s kakšnimi težavami v domu vašem? Moram reči, da mi zaenkrat ne. Imamo dovolj delavcev, lahko bi rekli zvestih delavcev. Prav gotovo nekateri so odšli v tem času, 11-12 letih, nekateri so na novo prišli, tako da če bo pa trend še tako nestimulativen, recimo predvsem v smislu tega kadrovskega normativa, pa se bojim, da bomo tudi počasi ne le da bežijo v tujino, ali pa tukaj v sosednjo Avstrijo, temveč bežijo tudi v proizvodnjo, kjer je dejansko tudi mogoče 3 smene delajo, ampak so pač vsako nedeljo lahko doma, kakšni praznik doma, ne. Da bi dejansko to treba malo bolj ovrednotiti, potem je tudi to delo bi bilo bolj cenjeno. To je na eni strani, pa toliko ni toliko težava vidim, da hoče se to delo, ki je težko, odgovorno, razvrednotiti. V ospredju se postavlja vedno neke afere, kako se slabo skrbi za enega, za drugega. Ne rečemo, da smo popolni, ne rečem, da vse naredimo izvrstno. Stanovalci tudi vedo, da v taki skupnosti ne more biti popolnosti. Popolnosti smo v tem, da dejansko, da si znamo korektno povedati, kaj nas moti, da si trudimo izboljšati kakšno zadevo, ne pa da iz enega primera
ki je mogoče negativno, pa nekdo imel prevelika pričakovanja, ne, a pa tudi naša napaka, ker smo pač samo ljudje, ne moramo to posploševati potem, da je celotna oskrba v Sloveniji slaba. Ni slaba. Gledaj, mi v Sloveniji 100 domov, več, mogoče 20 tisoč uporabnikov, 10 tisoč zaposlenih na tem področju, in jaz pa gotovo verjamem, da je več dobrega v tem, ne. Ampak nikoli ne zasledimo, kaj je vse dobro, ne. Vedno vidimo samo neka afera, kako se slabo v tem zadevo poskrbi, ne. Ampak jaz verjamem, da delamo čudeže, ne. To, kaj dobimo s temi ljudmi, koliko jih imamo na razpolago, pa vse to, kaj so zahteve uporabnikov in tudi njihovih svojcev, ne, mislim, da se delajo čudeži. Čudeži se pa lahko delajo, ker imamo na drugi strani ljudi, ki ne delajo to samo zaradi denarja, ampak zaradi tega, ki jim to veseli in je to njihovo poslanstvo. Zato so se odločili za ta poklic. Tako ste se tudi vi, gospod direktor, odločili za to poslanstvo. Jaz vam želim, da bi res uspelo vsem nam in da bomo se veselili v jeseni novega objekta, novih prostorov, da jih bomo blagoslovili in naselili nove ljudi. Hvala tudi vsem vašim sodelavcem, sodelavkam za to pričevanje in da iz malega naredite veliko in da delate res čudeže. Hvala lepa za povabilo in hvala vsem poslušalcem.